Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 9. junij 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor se pripravlja na obsežno prodajo svojih nepremičnin. Migracije pod novimi pravili. Pri Vidmu odkrili eno največjih nezakonitih tovarn cigaret. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na večer.com. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor se pripravlja na obsežno prodajo dela svojega nepremičninskega portfelja. Na seznamu za prodajo so zgodovinska stavba v središču mesta, najmanj 14 stanovanj, garaže in zemljišča. Med najbolj izpostavljenimi je objekt v Orožnovi, ki ga sklad zaradi visokih stroškov obnove ne namerava več prenavljati. Prodaja naj bi stekla v drugi polovici leta, izkupiček pa želijo nameniti obnovi preostalega stanovanjskega fonda. Še naprej si želijo prodati tudi zgradbo na Gospejni ulici. Medtem se po neuradnih informacijah zapleta pri enem ključnih razvojnih projektov sklada. Gradnja večstanovanjske stavbe za mlade in mlade družine v Dvoršakovi ulici naj bi se zaradi upravnega spora zamaknila. Začetek del gradnje 60 novih stanovanj tako ostaja negotov. JMSS se hkrati sooča z odprodajo dolgotrajnega premoženja in zastojem projekta, s katerim želi reševati stanovanjsko problematiko mlajših generacij. Bodo pa trgu letos predali 20 stanovanj v Staršah. Več v članku Sanje Verovnik na večer.com. Evropska unija v petek uvaja pakt o migracijah in azilu, največjo reformo migracijske politike po letu 2015. Novi sistem prinaša hitrejše preverjanje migrantov na zunanjih mejah, pospešene azilne postopke, prenovljen sistem evidentiranja in obvezno solidarnost med državami članicami. Po novem bodo države članice lahko tudi finančno ali operativno pomagale najbolj obremenjenim članicam na zunanjih mejah Unije. Hkrati pa EU zaostruje pravila vračanja oseb brez pravice do bivanja, vključno z možnostjo pridržanja in centri za vračanje v tretjih državah. Minister Franci Matos napoveduje, da bo morala Slovenija novim pravilom hitro prilagoditi zakonodajo, čeprav naj bi bili potrebni predpisi še vedno v pripravi. Italijanska finančna policija je na območju Vidma odkrila nezakonito tovarno cigaret, eno največjih, kar so jih kadarkoli našli v Italiji. Dnevno je lahko proizvedla tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 oseb in zasegli količino tobaka v vrednosti 20 milijonov evrov, poroča Primorski dnevnik. Po navedbah tržaškega časnika so italijanski organi pregona sum, da v Furlaniji obstaja nezakonita tovarna cigaret, preiskovali več tednov. Sprva so odkrili nekaj hal, ki so ustrezale potrebam tovrstne tovarne, pred dobrim tednom pa so ob sumljivi uri opazili, da je k eni od njih prispel tovornjak. Sledili so mu in ga ustavili pred mejo z Avstrijo. V njem so našli stroje, ki so do nedavnega proizvajali tobačne izdelke. Po odkritju so vdrli v eno od hal, kjer je bila v tistem trenutku 6 ukrajinskih državljanov. Našli so 78 ton tobaka, 25 milijonov cigaretnih zavojčkov s ponarejenimi logotipi znanih cigaretnih znamk, 2 generatorja, ki sta tovarni omogočala energetsko samozadostnost, in ležišča za 42 potencialnih delavcev. Poleg 6 Ukrajincev so aretirali tudi voznika tovornjaka, moldavskega državljana. To je bil Večer je zjutraj, 9. junija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.